pozdravljeni, drage gledalke in cenjeni gledalci, in dobrodošli v novi oddaji Reflektor. Danes bo ta osvetlila zelo zanimivo temo oziroma poklic in delovanje kriminalistke. Zato z velikim veseljem v družinnem studiu pozdravljam gospo Mirelo Čorić, nekdanjo Slovenko leta in uslužbenko kriminalistične policije. Dober dan, gospa Mirela. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Z velikim veseljem. Povejte mi na začetku, Slovenci ali pa na splošno se srečujemo z veliko stereotipi o kriminalistih, o policiji, o lovljenju zlikovcev, o aretiranih, o mahanih z loparčkom. Kako pa dejansko izgleda policijski vaš kriminalistični vsakdanjik? Zelo raznovrsten zna biti. Včasih zna biti zelo stresno, včasih je bolj sproščeno. Čisto odvisno od delavnika, pa odvisno od nalog, kjer upravljamo tisti dan. Tako da bom rekla, da moramo biti zelo skoncentrirani pri našem delu, pa zelo osredotočeni, kaj počnemo. Paziti moramo na svojo varnost in pa na varnost drugih. Tako da veliko enih efektov, ki moraš pač jih skozi spremljati v glavi. Ni tako lahko biti, mogoče izgleda včasih smešno, včasih te vici in to drugače, ampak ko smo pa v službi, recimo policisti, ki se preoblečejo v uniforme, se zavedajo nevarnosti vsakdanje, pač ki je na terenu sledi. Kriminalisti pa prav tako, se nikoli ne vemo, s kom se srečujemo pri našem delu. Veliko dela imamo s kriminalci, tako da moramo paziti na svojo varnost. To je prvo, da si skoncentriran, pa da res delaš tako, kot moraš, tako kot smo se učili. V zadnjem času največ delate na preventivi, si prizadevate, da bi bilo teh dejanj manj v najširšem smislu. V preteklosti pa ste veliko delali na terenu. Lahko kakšno zgodbo, prigodo, spomin iz tistih časov podelite z našimi gledalci? Ja, ravno iz tega razloga, recimo kot kriminalistka, ki delam na preventivi, vem, da v bistvu veliko pripomore k temu, da v bistvu preprečimo mogoče kakšna dejanja oziroma da z tem osveščanjem in ozaveščanjem, ne vem, recimo jaz veliko predavam na vzgojno-izobraževalnih zavodih, učencem, dijakom, staršem tudi, in se mi zdi, da s tem veliko naredimo, da v bistvu mogoče spremenijo oziroma da jih pozovemo k temu, da apeliramo na starše, na vse druge zaposlene v šoli, kako se z otroki pogovarjati, oziroma da se je treba veliko na to tematiko pogovarjati z njimi, da lahko nekaj v bodočnosti, v prihodnosti spremenimo tudi. Kar se tiče pač uniforme, ja, to je bilo naporno, mislim, nikoli ne veš niti, kaj vse te čaka lahko v enem navadnem dnevu, ki misliš, da si prišel delati, oblečeš uniformo, greš na teren in potem, ne vem, pride do ropa in moraš reagirati tako, kot pač vsak policist, tisti, ki je najbližji, se moraš soočati s celo akcijo, s storilci, kako narediti najboljše, kako v bistvu aretirati, če ste že omenili, nekoga brez poškodb, brez bog ne daj, da bi kdaj prišlo do streljanja. To je največji strah vseh policistov, da bi se s tem mogli še soočati. Ampak da res nalogo speljaš s čim manj poškodbam, pa čim manj nepravilnosti, da res delaš tako, kot mora biti narejeno. Pa ste morali kdaj potegniti pištolo in streljati tudi v teh primerih? Hvala Bogu ne, potegniti ja, repetirati ja, ampak ne pa dokončati dejanja, oziroma se, hvala Bogu, zame in za ostale srečno končalo. Vas je bilo velikokrat strah za poškodbo, za življenje, morda celo v tem tveganem poklicu? Mislim, strah, ja, pač ta poklic moraš s srcem opravljati, ga moraš rad opravljati, ker drugače ne moraš biti policist. Ampak ta strah v bistvu prevladaš s svojim znanjem, ki se učiš, sproti, ko delaš, in šele kasneje pride strah, ko je naloga opravljena. Takrat začutiš tremo, takrat začutiš v bistvu ta adrenalin, ko začne popuščati. Takrat se v bistvu soočaš s tistim strahom, kaj bi lahko bilo, pa kako bi se lahko končalo. Glede na to, da smo spet vsi starši, veliko policistov oziroma kriminalistov nas je staršev, in nekaj najlepšega, ki priješ domov, nekaj te otroci počakajo, in da vidijo svoje starše na vratih. O otrocih in družini še bova, ampak zdaj poglejva na mladostnike z malce druge plati. Kriminal in nasilje nas še posebej pretrese, ko se poroča o mladostnikih, o otrocih. In tudi v zadnjem času je bilo nekaj takšnih primerov, tudi tragičnih.
današnje generacije se srečujejo z izzivi, s katerimi se mogoče prejšnje nismo, in tudi pritiski so temu podobni in ne znajo se vsi soočati, kosati z njimi. Kako po vaših izkušnjah preprečiti to samopoškodovanje, fizično nasilje, medvrstniško, na spletu, verbalno in čisto konkretno? Ja, prav jaz s tem predavanjem upam in si prizadevam, da veliko naredim s tem, da ozaveščam se pravi od mladih nog. Se mi zdi, da je prepozno, če začnemo to takrat, ko so otroci že enkrat 9. ali pa 8. razred, da je treba to seveda letom primerno prilagoditi otrokom že od malih nog, se pravi, ko začnejo v šolo oziroma že od vrtca, da se ne smejo tebi zgristi in tako naprej. Veliko vpliva na otroke imajo pa starši, seveda. Starše je treba zmeraj apelirati, pozivati jih, da se z njimi pogovarjajo, da jih učijo empatije, da prijatelju znajo pomagati, da je to kakor njihova stvar, da se brigajo zase. Ti se brigi zase, oni se bojo že rešili. Ampak je treba biti v šoli, tudi pa v vrtcu, ne vem, že empatije se učiti. Otroci morajo med sabo se začutiti, pa vedeti, da je nekdo v stiski, če ga s tem, ne vem, če ga razširja neko, ne vem, neke zelo namerne vsebine, recimo, za nekoga, ne vem, bodi si, da je naredil nekdo nek nesrečen preval, ga posname in to je cel posmeh v šoli. Ta otrok se počuti v stiski, treba mu pomagati in potem je treba mogoče z drugega perspektiva obrniti in pogled, kako bi bilo, če bi se počutili oni v njegovi koži, kako bi bilo, če bi se cel razred njim posvehoval, kako bi se počutili, da se probajo to, domisliti na tak način, treba otroke pač te empatije učiti, da in lastne refleksije svojih tako. Dejanj in besed na vse zadnje, ki lahko zarežejo kot nož. Je morda po vaših izkušnjah kakšna razlika med stopnjo kriminalitete v podeželju in v mestih? Je to drugače? Prav tega podatka nimam, sicer sem delala tudi na ruralnih okoljih. Se mi zdi, da se kar vsi srečujejo s tem nasiljem. V preteklosti, se pravi pred korono, je že bilo medvrstniško nasilje, pa v času korone vemo, da je nekaj upadlo, ker ni bilo pač stika z njimi, z vrstniki. Potem pa je spet začelo naraščati, veliko je pripomoglo pač tudi verjetno medijsko Beograd. Potem pa naprej jaz upam, da je tudi naše prizadevanje in ozaveščanje vzgojno-izobraževalnih zavodov zaposlenih, da jih s tem učimo, kako je treba prijavljati, da ne sme, da mora biti ničelna toleranca pri nasilju. Če zaznajo nasilje v družini, jih je treba poučiti, kako sploh izgleda nasilje v družini, kaj sploh je nasilje v družini, oziroma medvrstniško nasilje. Da ne moramo tolerirati tega, ker če učitelji tolerirajo medvrstniško nasilje, da v pričo njih se dogaja in ga tolerirajo, dajo otrokom močno sporočilo, ampak je napačno to sporočilo, kakor da bod tak in boš lažje prešel skozi. Zato je treba opolnomočiti, oziroma jaz verjamem, da so oni že na svojem področju izobraženi. Ampak se mi zdi, da mogoče manjka tega neformalnega obveščanja med nami, sodelovanja, posvetov. V bistvu jaz, ko predavam, recimo tudi vidim, da mogoče niso niti slišali še za to, da obstaja protokol neformalnega obveščanja policije, šolstva, zdravstva, da se mi med sabo lahko neformalno usedemo, sestanek naredimo, posvetujemo. Če so učitelji v dilemi, da lahko se zmeraj obrnejo na nas, pokličejo, a je to za prijaviti, ni za prijaviti, dogajajo se neke čudne stvari, mogoče kakšne ugotovitve so na šoli, če se kaj dogaja, da pa niso prepričani, a je to za prijaviti ali pa ni za prijaviti. Takrat se tudi vključi policija neformalno. Potem do tistega trenutka, ko mi upravimo sestanek, če vidimo, da gre za kaznivo dejanje oziroma da neka ravnanja, da gre za kazniva ravnanja, potem pa ta neformalni sestanek pride v formalni in potem pride do prijave in takrat se pač vključi policija, centri za socialno delo in drugi. In kako ta neformalna sodelovanja potekajo? Dejansko učitelji ali pa drugi pedagoški delavci dejansko pokličejo vas? Tako. Potem proces teče. Zdaj, tekom teh predavanj, ki smo jih imeli in posvetov z različnimi osnovnimi šolami na področju Policijske uprave Ljubljana, sem spoznala veliko ravnateljic, ki mogoče jim je zdaj tudi lažje sodelovati, vejo, da lahko pokličejo, da telefonska številka obstaja in da lahko mogoče takrat, ko so v dilemi ali pa
kako se obrniti, da je lažje nekako se posvetovati, ne, a so se prav odločili, se niso pravilno odločili in tako naprej, da se lahko kadarkoli pokliče na policijo oziroma da se posvetujejo z vodji policijskih okolišev, ki delujejo na njihovem rajonu. Oni so prav zato namenjeni, vodje policijskih okolišev, da rešujejo take malenkostne težave, ki so recimo, ali pa da se posvetujejo z ravnatelji, da vidijo, kje so problemi, kaj se da rešiti, ne? Mogoče več predavanj preventivnih narediti na tisti šoli, ne vem, se vključiti starše, predavanje za starše narediti, predavanje za učitelje in tako naprej, tako sodelovanje. Da je res neka varna šola, ne varno okolje. Kaj lahko še poleg tega naštetega vsak od nas stori, da bo drugače, da mladostnik ne bo prišel na šolo in začel streljati? Ja, moje mnenje, ne? Jaz mislim, da celotna družba moramo vplivati na to. Ne? Se pravi, če mi dajemo sovraštvo, tudi sovraštvo naprej, dobimo tudi nazaj. Ne? In če tudi otroke doma učimo, da so sovražni, a veste, mi smo vzor, starši smo vzor našim otrokom. Ne? In če oni poslušajo doma grde besede oziroma ne vem, neko sovraštvo, ga tudi naprej prenašajo na svoje vrstnike. In tukaj je treba potem od sebe. Mi smo njihovi vzorniki in moramo tudi paziti, kako se doma obnašamo. Jaz, če otroku rečem, ne vem, telefon ob 9 odloži ga na mizo, ga bom tudi jaz odložila, zato da sem mu vzora. Če imamo ob 9 zvečer se gre spat, tukaj odložimo telefone in so telefoni v dnevni sobi. Tako da s tem vzorom se tudi oni potem spreminjajo. Torej, misli, besede in dejanja. Tako, vse. Tako. In vse mora biti. Kako po vašem mnenju sodobna tehnologija vpliva na povečano agresivnost? Ja, otroci mi kar zaupajo, tako recimo na teh predavanjih, ki imamo za učence in pa srednješolce potem. Ja, to je zdaj med vrstniki. Če niso telefoni, če niso v nekih skupinah, so nekako izločeni. Jih izločijo iz skupine oziroma jih izločijo iz te kao prijateljske skupine. Jaz vem, recimo, jaz sem mojemu sinu, je 14 let star, v začetku šolskega leta je dobil 2 obvestila, da je telefon v šolo odnesel. In v bistvu se pač bivši partner odločil, da se usedeva skupaj, kaj narediti, ker to 2 podpisa, to je že preveč. In tudi, recimo, ko se rekel, kako se prepleta mama in kriminalistka in to, da v bistvu, ja, ker vidiš, da nekaj na otroka slabo vpliva, moraš pač to nekaj odvzeti, kar je slabega na njega vplivalo. V bistvu sva mu vzela telefon, za 3 mesece jaz vam lahko povem, da se tako na bolj spremenil. Ni imel več obremenjen, koliko prijateljev ima na tem Snapchatu. Ni bil več obremenjen, kaj piše o njemu. Ni bil več obremenjen s temi kvazi prijatelji, ki so samo navidezni prijatelji, ampak je imel res mogoče, takrat so se pokazali pravi prijatelji, tisti, ki so mu pozvonili, ki so ga povabili na košarkaško igrišče, da so šli na koš metati žogo, pa tako naprej. V bistvu njim štejejo te lajki, to jim je zelo pomembno. Koliko ogenčkov imajo, v bistvu oni štejejo prijatelje skozi to, koga imajo vse v telefonu, v bistvu, jih pa ne poznajo. In tudi recimo v razredu, ko vprašam, to je zelo tako, mislim, koliko starševskega nadzora imajo na telefonu, recimo v 6. razredu ali pa v 7. Mogoče 1 ali pa 2 učenca na razred dvigneta roko za ta starševski nadzor. Tako da tukaj bi jaz starše pozvala, ta nadzor nad njihovimi telefoni, kako jih uporabljajo. Se je tudi kot delovni pripomoček ta telefon. V šoli se učijo delati s telefonom, Google Translate uporabljajo, ne vem. Ampak treba je pa tudi vedeti, da so otroci dostopni preko teh mobilnih telefonov. Dostopni so v bistvu vsem. In treba je pogledati, kakšne fotografije imajo, kakšne skupine imajo. A so to neka vsebina, ki je sporna, ki je žaljiva, ki je medvrstniško nasilje noter, da lahko preberemo. In s tem se z otrokom pogovorite, da to ni sprejemljivo, da to se ne dela, da se mora postaviti v kožo tega, kjer ga ogovarjajo, žalijo, izsiljujejo in tako naprej. Kakšen pa je bil sinov odziv prej in potem, oziroma takrat, ko sta mu odvzela telefon in po 3 mesecih? Najprej je bilo kričanje in jok, seveda. Ker, a veste, jaz rečem staršem, da moramo otroka učiti s telefonom, uporabo telefona že takoj, ko mu ga damo v uporabo. Tako ko učimo recimo, ne vem, otroke, da shodijo, vsi ga držimo za rokice, se bojimo, da si bo razbil arkado ali pa zobke zbil.
potem ne vem, ko ga damo na kolo, ne, itak zaščitna oprema mora biti, čelada, damo mu, ne vem, pomožna koleščka gora, ne, in dokler ne spele, ga še pomagamo, ne, da se res ne bi poškodoval. In tako ga moramo tudi z uporabo telefona učiti, ne. Zdaj, če starši niso vešči telefona, pa ne vem, nekih aplikacij, kako delujejo, ne, tudi otroka potem težko naučimo, ne. Zato se moraš ti pripraviti, da vidiš, kaj vse gor je, kako deluje. Recimo jaz ne spremljam več te tehnologije, že so otroci toliko bolj napredni, ne, da oni meni v bistvu že kdaj pomagajo, okay, kakšno aplikacijo naložiti ali pa kaj tako, da to je čist, pač veliko se treba o tem pogovarjati, pa da morajo vedeti, da pretijo nevarnosti, ne. Na razred recimo, ne vem, ko vprašam, če so res iskreno, naj mi povejo, dvignejo roke, tisti, ki imajo recimo prijatelje v Snapchatu, recimo, če je ta aplikacija izpostavljena, ki je najbolj priljubljena med mladimi, ne? Če jih vprašam, koliko imajo neznanih prijateljev, da če imajo vsaj enega neznanega prijatelja, za katerega misli, da je prijatelj od nekoga, ki je ta, in dvigne roke, ne? Se pravi, da so potem v nevarnosti te otroci, ne? Nikoli ne veš, kdaj ga ta otrok potem lahko, oziroma da je ta otrok lahko žrtev nekega spletnega nasilja. Omenili ste že svojo osebno izkušnjo, skrbite za 3 fante, 2 vaša sinova, ste tudi rejnica nečaku. Kako in kdaj se Mirela policistka prelevi v Mirelo mamo in kako so videti ti prehodi? V bistvu bi jaz lahko tako rekla, da sem jaz v službi in kriminalistka, policistka, sem bila in mama v enem, ne. Se mi zdi, da pri mojem delu velikokrat izkoristim ta moj naziv mama, ne, da mi velikokrat prav pride pri mojem delu, ne, zato ker se itak veliko delam z otroki, veliko delam kot starš z izkušnjami. Takrat mi prav pridejo te izkušnje, recimo tudi pri teh predavanjih, ne. Sama vidim pri vzgoji. Saj pri vzgoji itak ne vemo, a dobro delamo, dokler otrok ni odrastel, ne. Zdaj lahko za mojega starejšega sina, recimo zdaj bo 19. marca 8. Lahko rečem, da je lepo vzgojen in da se pozna moje delo, moje vlaganje v to, ne. Seveda pa, ko sem doma, pa mogoče otroci mislijo, da niso dobrodošle te izkušnje kot kriminalist, kot policista, ne. Da sem mogoče preveč, ne stroga, ampak da preveč vse vem, a ne. In ne morejo nič skriti, ne. To je vse tako, zakaj moraš biti mami ti kriminalistka, zakaj nisi tako nekje zaposlena drugje, kako od enega prijatelja mami, a ne, ona nič ne ve, on gre lahko povsod, on je lahko do 8, 9 zvečer zunaj, pač moji niso, a ne. Tako da mogoče njim to glih ni nek velik plus, a ne, ampak bomo videli, kako se bo išlo pol, ko bojo odrasli fanti. Pripovedujete kakšne, ne bom rekel dogodivščine, ampak izkušnje iz službe? Ja, v bistvu probam čim manj, ker je to njim stresno, sploh ko sem bila v uniformi, recimo. Pa to, ko je bilo medijsko izpostavljeno, pač moje prijetje tistih roparjev, moram reči, da so takrat naprej bili kar v nekem strahu, a ne. A se boš vrnila nazaj, kaj če bo spet kaj takega se ponovilo, kaj če bo kdo te ustrelil, kaj če te bo kdo ubil v službi, ali pa če se kdo maščuje zdaj, ali pa, ne vem, imeli so neke strahove, a ne. Tako da to lih ni najboljše za otroke, a ne. Tako da res službo pustim. Zdaj ta predavanja jih zanima, kje sem predavala, komu sem predavala, a ne. Želijo se, da bi tudi na njihovi šoli predavala, a ne, ampak to je pač manj tako pol, a ne. Starejši, tale, ki 14 let, mu je to, mami, sem prosim, ne hodi na mojo šolo, a ne. Ta mlajši sin, recimo, take, Manuel, a ne, v rejništvu, on pa si želi, a ne, on je pa ponosen na to, da je mami kriminalistka, da bo prišla na njegovo šolo in da bo on tam pač, a ne, svojo mamico predstavil tako na ta način. Ampak nekje globoko v sebi so pa vsi gotovo ponosni na vas. Ne, se to ni dvoma, ampak ja, pač včasih so plusi tega poklica, včasih so minusi, pač za njih so minusi, a ne, ampak jaz mislim, da je to samo plus, tako dobra pridobitev s terena. Veste, naše oči vidijo marsikaj na terenu, a ne. In potem se bojiš, a ne, največji strah, recimo moj strah kot starša, največji strah so droge, a ne. Ker veliko vidiš, kako se mladostniki zaradi nekih razmer doma, družini, karkoli, a ne, se jim dogaja, z nekih stisk doživljajo, a ne, se zatečejo v ta svet droga, a ne. In to je zame nek največji strah, a ne. In sem mogoče zato pač tako redoljubna doma in da mora biti nek red in da jih mogoče malo, ne,
ali bolj držim tako, da nimajo nekih poznih ur, a ne, in ok, starejši je že lahko, a ne, ampak mu zaupam, vidim, da je ok, ampak pravim, to je neki največji strah. Se verjetno ni to samo nas kriminalistov, ta strah, verjetno je to strah vseh staršev, a ne. Kdaj lahko 14-letnik pride domov? Moj 14-letnik, on je že ob 6 zdaj doma v tem zimskem času, 6, pol 7 najkasneje. Tale starejši je itak doma, zato ker trenira in se šola, zdaj je 4-letnik gimnazije, tako da ima veliko obveznosti. Ta mlajši pa tam 4-5 je že doma, ker ima potem te popoldanske obveznosti. On, ko pride iz škole, rabi počitek, gre ven in potem smo o 5 šolske obveznosti. Ne? Na kaj moramo biti starši še posebej pozorni, da vsaj malo odvrnemo ali pa preprečimo nevarnost drog? Sodobnih, ki se vse skozi tudi preobražajo. Veste, kako je? Starši najbolj poznamo svoje otroke, a ne? Treba je, ne vem, biti pozoren pri nekih nenadnih spremembah, a ne? Ali pa, ne vem, takrat, ko zgineva neke predmeti od doma. Se pravi, da je lahko že toliko zabredel, da začel prodajati neke stvari, a ne? Bodi si zlatnino, bodi si neke predmete, pač, ki so malo bolj vredni, a ne, da jih lahko proda. Tisto nenadno spremembo, ali so preveč zaspani, ali so preveč energični, kar naenkrat se spremenijo, ne? Če prej to ni bilo neko stalnica, da pri njih, da so skozi aktivni in da so potem kar naenkrat, a ne? To je recimo tista prva sprememba, ki jo lahko starš zazna, a ne? Ali preveč spijo, ali so preveč odzunji, ni več avtoritete doma, ne upoštevajo več te avtoritete, ne? Če je bil prej miren otrok, pa je bolj agresiven naenkrat, a ne? To so že lahko neki znaki tako spremembe, da je nekaj se dogaja, ne, z otrokom. Katere droge so za mladostnike, najstnike trenutno najbolj, po vašem mnenju, nevarne? Jaz bi rekla, da čisto vsaka droga. Meni je že trava nevarna droga. A veste. Recimo, ne vem, trave poškropijo z vsemi snovmi, ki so strupene in zato, da čim prej to, a ne, se proda in da čim prej zraste v neko rastlino, ki jo lahko posuši in proda dilerja, ne, in ta zaslužek je v bistvu njim pomemben in nepomembno pa zdravje otroka, ne. Tako da jaz bi rekla, da že s travo. Za meni osebno, ne. Zato, ker otroci se ne znajo, niso, sploh pa ne vem, mislim, to je težko reči, ne. Vse droge so nevarne, ne. Videli smo veliko, ne, vemo, da, ne vem, kokainu dodajajo primesi, dodajajo fino mleto steklo, dodajajo tablete proti zajedavcem, to je na spletu javno, si lahko starši preberejo o teh drogah, kako so nevarne, ne. Kakšni so znaki nekaterih drog. Ne bi to preveč izpostavljala teh drog, ampak je pa že na vseh spletnih, recimo, če vtipkate droga, si lahko vse preberejo starši, ne. Ali pa kaj je ta inštitut za zdravje, oni imajo gor recimo vse o teh drogah, a ne. Oziroma gotovo ste se že pogovarjali s kakšnim dilerjem, razpečevalcem, ste ga vprašali, zakaj to počneš, veš, da škodi? To je težko reči, ja, mislim, smo imeli prijetja različnih oseb, ne moram reči zdaj pač, ne, ampak, a veste, nas pa tudi učijo, da ne smemo moralizirati, ne. Jaz moram biti z vsakim, ki ga o prijetju aretiram, oziroma če opravim neko prijetje, spoštljiva do vsakega, ne glede na težo nekega kaznivega dejanja, ki ga je storil, a ne. Se pravi, tu ne moraliziram, zato ker, a veste, to ne, pač s postopkom ga seznaniš, narediš postopek tako, kot je treba, da bi ga pa zdaj učila nekaj v tistem polurnem znanje, se ne vidim v tem, da bi ga spreobrnila s tem. A veste, tako da ne moraliziramo. Ni tako enostavno, daleč od tega. Ampak vseeno ste že v več medijih izpostavili, da imate to empatijo, da se, ko pride do nekega kaznivega dejanja, pri mnogo komu začnete spraševati, kaj pa ga je do tega pripeljalo. Da niste samo tista formalna policistka, ki takne nekomu lisice, ampak da ima to širšo sliko. To se zmeraj vprašam, ja, da nekaj je mogel doživeti, da je prišel do tega, bi rekla, da ali recimo, ne vem, odvisnike in tako naprej jih spoštujem in z vsakim moraš biti kot prvo človeka, ne?
ker si vsak zasluži neko človeško spoštovanje, ne z vidika višine ali pa nekega poklica, ali pa bi mogel biti vsak si tok, da ljudi spoštujemo. Ne glede na to, kakšna je njegova preteklost. Vsak ima neke breme, ki ga nosi, tako da nismo mi tisti, ki bi lahko obsojali ljudi. Ste med svojim delom kdaj uporabili tudi že znanje karateja? Ja, lahko rečem, da sem že imela nekaj prijetij, in da je tudi med drugim zelo malkrat, ker sem res tako v bistvu z besedami bolj, ampak ene par primerov pa da prav pridejo. Kako ste se srečali s tem športom in kako se je razvilo to vajino znanstvo? Ja, v bistvu jaz sem imela rada tak individualen šport, nisem bila neki timski, to žoge nisem marala, sem se v bistvu bolj bala, moji sinovi zdaj pa vsi nogomet trenirajo. Ampak nisem bila neka športnica, da bi se nekega timskega, tudi odbojka, pa to nikjer se nisem najdla, razen v tem karateju. Zato, ker v bistvu sicer je tim, še zmeraj je skupina, ampak dela vsak zase, tako da tam sem se pa v bistvu najdla, videla sem, da sem samozavestna tam in še zmeraj bolj sem se postajala samozavest, je rasla in tako da to je bil nek moj šport, ki sem ga vzljubila. Policisti ste pogosto tarča predsodkov in pa plavolaske tudi. Kako se spopadete oziroma kako opravite z ljudmi, ki pristopajo do vas na tak način? Verjetno zelo hitro. To nekaj nekomu moralizirati ali pa govoriti zdaj v tisti eni 2-3 minutah tistega kontakta oziroma dela, se mi zdi, da ljudi ne moramo spreminjati na ta način. Veste, jaz lahko sebe spremenim oziroma pač sprejmem, da smo, nekako so nas to že tacno, se spomnim, učili, da v bistvu vsa ta sovraštva ali pa besede, ki so namenjene nekomu v uniformi, je v bistvu zato, ker je uniforma. On to ne napada osebe osebno, ker nima nič osebno z mano in se ne poznava, ampak vem, da ga leti to na uniformo in da je to iz njegovih prejšnjih postopkov mogoče neka zamera ali pa tako da se me ne dotakne tako, da bi rekla, veste, toliko enih hudih stvari sem v življenju pretrpela in preživela in se mi zdi, da me je to samo ojačalo še, da bi me neka šala o blondinkah sprovocirala ali pa spustila nekam, me ne. Pač, glejte, kle not, kle ven in to je to, pač malo se nadsmeješ in greš naprej. Se tudi moje korenine so recimo iz Bosne, jaz sem v Sarajevu rojena, vici o mojo tuhasu, tudi v Bosancih. To mi je tudi pač, to je del nekega odraščanja in sprejmeš to, ne jemljem nikoli osebno tega. Kateri pa je vaš najljubši vic, bodisi o blondinkah, policistih ali Bosancih? To so pa, glejte, vsi so mi v redu, tako ni. Zdaj, če bi se ga hotela spomniti, kakšnega mi noben ne gre z glave. Takrat, ga moraš se ne spomniš, ampak drugače pa uživam v nekih stand-up komedijah in grem rada in tam se tudi kdaj podnaročujejo koga iz osebnosti ali pa tako, iz videza, ampak pač to je šala, tudi to mora biti. Dokler je hudomušno, ni zelo namerno. Tako, je v redu. Je okej. Zanima me še, lahko delite kakšno lepo izkušnjo, kak trenutek, ko ste bili hvaležni, da opravljate ta poklic, gotovo je bilo kar nekaj takšnih situacij. Velikokrat. Najbolj je tisti, ki ti nekdo osebno pogleda v oči pa vam reče hvala, za nek konkreten primer, recimo, da si ga rešil. Pa mogoče se nam ni zdelo nekaj posebenega ali pa je to del službe, pač tako spotoma, rešiš neke zadeve. Prav nedolgo nazaj se me pa dotaknil en primer, kjer sem predavala na eni od osnovnih šol, medvrstniško nasilje in nasilje v družini. In je potem na koncu predavanja ena učiteljica prišla k meni in je rekla, če se jo spomnim, mlada, šele začela je delati. Je rekla, se me vi spomnite, pa sem gledala obraz, pa sem jo vprašala nasilje v družini, pa je rekla, ja, takrat sta pomagala in da so takrat zaživeli, zato ker se oče potem spremenil, pač ker sem opravljala pridržanje in takrat, da so imeli mir in da so potem, da je bilo vse drugače. Prav spremenili ste njihovo življenje, konkretno. Ja. Čestitam. Delali so na tem, veste, meni je bilo to spotoma, pač nekaj normalnega, praviti delo, ki si poklican, moraš to narediti, se te pa dotakne, ko nekdo pride pa, da veš nek feedback, ki dobiš nazaj, da si pa vseeno to, kar si delal, se dobro delal. En tak lep feedback oziroma povratna informacija se je zgodila tudi letos poleti, recimo temu sreča v nesreči ob vseh tistih poplavah,
ki so prizadejale Slovenijo, tudi vi niste ostali nepoškodovani oziroma lastnina vaše družine. Stanovanje v Laškem je bilo poplavljeno in vaša dobrota in vaša profesionalnost sta dobili, recimo temu, plačilo, takrat ste pa vi dobili pomoč. Lahko malce več poveste o teh prostovoljcih, ki so prišli pomagati v stanovanje. To sem bila zelo presenečena, res. Meni je, ne vem, zmeraj rada vidim, če se ljudje name obrnejo za pomoč in da pomagam, kjer lahko pač, ne. Kakorkoli lahko že pomagam, da nekomu neko situacijo, nekomu pomagaš. Lahko malenkost narediš, pa je veliko za njega, ne. Ampak tukaj, ko sem jaz rabila pomoč, v bistvu mi je pa nerodno ali pa sram prositi, ne vem, ne maram prositi nekoga za pomoč, ne, in sem hotela sama to v bistvu spucati in sva šle v bistvu z mojo najboljšo prijateljico, to je v bistvu stanovanje moje pokojne sestre, ne. Ona je decembra umrla, potem avgusta so bile pa te poplave in sem jaz tudi skrbnica za tega stanovanja, ker sem skrbnica njenega mladoletnega otroka, ne, tega uredništva, ki je. In sem mogla poskrbeti za ta stanovanja, ampak noter, veste, tisti mulj po poplavah, to je bilo do kolen tega blata in vsega, ne. In sem lahko sam jokala tam in sem gledala, kdaj bom to, tudi če sem s tistim lopatom pa s tistim, a veste, delala sva, ne vem, midve same, sva tisto čistila, ampak to... Kapljica v morje. Točno to. In potem je moja prijateljica rekla, veš kaj, ti zmeram pomagaš drugi in jaz bom to zdaj objavila in boš tam dovolila objavo in mi je bilo tako nerodno. Ampak sem rekla, ni druge, moram. In potem sem klicala našega predstavnika sindikata, sem ga vprašala, ali še zmeram tista pomoč, ki ste jo razpisali, da pomagate, da imate prostovoljce, sindikaliste naše. Jaz bi rabila pomoč. Rekel, koliko si smotana, vi bite, ker... Rekel, zakaj ne rečeš tega? Sem rekel, pač, zdaj sem zbrala poguma, ne. Zdaj, če še velja, lahko. In je rekel, ja, itak z veseljem, ne. Tako da sta ona dva, mislim, ta predstavnik je prišel takoj, pa še ekipo zbral. In potem še kjer od nekje so se zbrali te naši policisti, ki so videli, bili so iz Gorice dol, iz ne vem, kje so vse prišli, tako da to, ko sem videla, me je res preplavilo neko čustvo. Sploh nisem imela v bistvu jaz več kaj delati, ne, ker so oni prijeli lopate in roke in vse. Sploh nisem zraven prišla, lahko sem postregla še s kavo pa s pijačo in opazovala, kako so mi pomagali. Mi je bilo res takrat duša polna ljubezni, miru in tistega upanja, da nisi sama, ne. Tako. Čudovito. Ja. Kako poleg tega, kar ste zdaj našteli, še iščete upanje, vero v dobroto, recimo številnih negativnih stvarih, ki jih gotovo doživljate v svojem vsakdaniku? Ja, jaz verjamem v ta pregovor, ali bi rekla, dobro se z dobrim vrača, ne. Da če delaš dobre stvari, da se ti zmeraj še boljš povrne. Pač moraš odklopiti nekako, nahraniti se, recimo narava, greš ven na sprehod. Jaz sem z ljudmi, ki jih imam rada in z mojo družino in tako naprej, ne. Tako da, glejte, življenje gre naprej, ne, tako bi rekli. In če se navežem na te vaše besede, dobro ste z dobrim vrača, se mi pa zdi, če dovolite, moje mnenje, da včasih moram biti jaz ta, ki storim prvi korak in potem dobrota že nekako, pa če tudi po kakšnem ovinku pride nazaj, tako kot so prišli prostovoljci v vaše laško stanovanje. Ja. Bi se strinjali? Ja, ampak tudi, če v bistvu nekaj da dobrega naredimo, ne iščemo ali pa ne pričakujemo nekega povračila nazaj, veste. Narediš nekaj dobrega, se ti dobro počutiš in takrat si zaključil. Če pa pride nazaj še, da se te povrne, kdaj pa itak sama sreča to lahko, ne. Ja. Ampak v bistvu ne smemo pričakovati, ne. Seznama dobrih del, ja, 33 proti 17 dobljenih. Tako, ja. Ni pač, že s tem si poplača, ko nekomu, a ne tisti nasmeh, ko se ti dotakne za roko pa reče, veliko ste mi pomagali, a ne samo par besed mogoče, včasih kakšen pogovor s kakšno, a ne, stranko, ko pride, pač pa je dovolj, a ne. Čudovito. Hvala za vaše besede, za vaš čas, za tale pogovor. Dragi gledalke in spoštovani gledalci, upamo, da ste odnesli kaj tega, tudi zase, za svoje srce, za svoj vsakdanik. Najlepša hvala za pozornost in všečkajte, delite in sledite našim profilom na Facebooku, Instagramu in YouTubeu, seveda tudi v prihodnje. Svidenje. Svidenje.